Prejšnji teden, v torek, smo začeli z 10-tedensko oziroma tudi 10-delno serijo, kako postati denar, in vem, da nekaterim med vami je tako pravno, kako postati denar, kaj to sploh pomeni. In vem tudi jaz prvič, ko sem slišala to, mi je bilo tako prav, kva pa je to, a ne? In sem prav tako rekla, da bom prebrala en odlomek iz knjige, ki smo ga že zadnjič tudi na teh srečanjih začeli, smo ga tudi prebrali, to je iz te knjige Kako postati denar. Ta knjiga, veliko od vas me sprašuje, pravzaprav, če je ta knjiga na voljo v slovenščini, je prevedena v slovenščino in jo lahko tudi kupite pri meni. Ampak pač dejansko danes je tukaj namen pravzaprav, da pogledamo, o čem ta knjiga pravzaprav govori. In bom prebrala en odlomek iz te knjige, iz prvega poglavja. In dejansko bom brala iz energije te knjige oziroma iz energije te delavnice, na podlagi katere je nastala ta knjiga. Torej ta knjiga, torej ta Kako postati denar, dejansko je prepis delavnice, ki jo je imel Gary Douglas leta 1997 v New Yorku. Dejansko delanje te knjige pravzaprav je meni osebno spremenil finančno resničnost, omogočil spremeniti finančno resničnost, torej vedno naša izbira, seveda, ne, in veliko drugim tudi ljudem. In zato pač želim, da tudi vi to pravzaprav ste vsej delček tega slišite, če si že ne izbirate se udeležiti srečanj ali pa kupiti knjige, ne. Torej, kaj naredite? Torej, vse, kar vam ne dopušča, da bi dejansko zaznali, prejeli to energijo, vedeli to energijo, na podlagi, torej, ki je bila na tej delavnici, na podlagi katere je nastala ta knjiga, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right, wrong, good, bad, 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 short boys. Torej, vsi, ki ne veste, kaj pravzaprav sem pravkar rekla, to je čistilna izjava Access Consciousnessa, ki, če še ne poznate, si lahko greste več o njej prebrati na theclearingstatement.com in tam več izveste. Torej, kaj naredite? Kaj naredite, da ustvarite denar? Najprej morate postati moč. Moč ne pomeni, da sedite na drugem. Moč ni nadzor. Moč je energija. Neomejena, ekspanzivna, rastoča, veličastna, čudovita, bujna in hitra energija. Vse posod je. V energiji ne obstaja pomanjševanje sebe. V moči ni pomanjševanja sebe in tu ni pomanjševanja drugih. Ko ste moč, ste v popolnosti vi. Ko ste vi, ste energija in na ta način so z vami povezane vse stvari. To pomeni, da so z vami povezane tudi neomejene količine denarja. Postali boste moč. To boste naredili tako, da boste zjutraj 10-krat ponovili, jaz sem moč. In zvečer boste 10-krat ponovili, jaz sem moč. Kaj še morate biti? Kreativnost. Jaz sem kreativnost. Kaj je kreativnost? Kreativnost je vizija vašega življenja in dela, ki ga želite upravljati kot svojega bistva, kot duše energije. Vse, kar delate, če to naredite iz kreativnosti, ne glede na to, ali pomivate tla, posodo, kuhate obrok, pišete čeke, če je to narejeno kot kreativnost, ki je povezana z močjo, je to enako energiji, kar se odrazi v denarju, ker so potem vsi enaki. Naslednji element, ki ga morate imeti, je zavedanje. Kaj je zavedanje? Zavedanje je spoznanje, da vse, kar mislite, ustvarite. Je to, kako se vaše življenje prikaže le na podlagi vaših misli. Če imate kreativno sliko, kam greste in kaj boste delali, in če na njo pripnete zavedanje, da je to gotova stvar, se bo manifestirala. Vendar vi na tem nivoju temu dodate element časa. Čas. Čas vas ubija, ker če do jutri ne manifestirate $1 milijonov za tem, ko boste nocoj končali ta tečaj, se boste odločili, da ta tečaj ni bil vreden ničesar in pozabili vse, kar ste se naučili. Torej, kako uračunate čas? S tem, da ste kontrola. Jaz sem kontrola. Kaj pomeni jaz sem kontrola? Jaz sem kontrola je razumevanje, da v pravem času na pravi način, ne da bi vi opredeljevali pot. To, kar je vaša vizija kreativnosti,
to, česar se zavedate kot zaključka, to, s čimer ste povezani kot z močjo tega, kot energije tega, gotova stvar v svojem lastnem okvirju. Če skupaj sestavite te 4 komponente in dopustite vesolju, da prilagodi vsak vidik tega, da natančno oglasi svet, da postane vaš suženj, boste manifestirali točno tisto, kar želite. Torej, to je en odlomek iz knjige Kako postati denar in verjetno ste dobili energijo tega, ne? Tako da na samih srečanjih pa dejansko, mogoče v komu od vas je tako čisto tako, zdaj to sploh prebrala, ampak dejansko nam tega ne dopušča dojemati pravzaprav ti naši pogledi, ki jih imamo v zvezi z denarjem, v zvezi s samimi sabo, v zvezi s tem, kaj pravzaprav pomeni kreirati denar in tako naprej. In na teh srečanjih, ki smo jih začeli prejšnji teden v torek in ki se jim še vedno seveda lahko pridružite, najprej pravzaprav vsakič naredimo 13 vprašanj, ki so na začetku knjige in ki pomagajo osvetliti te nore poglede, ki jih imamo v zvezi z denarjem. In potem na vsakem srečanju se posvetimo enemu od teh poglavij, ki so potem s vsakim vprašanjem povezane in vsakič, ko beremo to knjigo, nam je zadeva bolj jasna, nam je bolj jasen, zakaj se gre, zato ker dejansko odstranjujemo te poglede, ki nam preprečujejo videti pravzaprav, kaj kreira denar. In torej, sem rekla, teh srečanja se še vedno lahko pridružite. Torej, naslednje srečanje je v torek, torej to je 18. februarja, zvečer ob 8. imamo ta srečanja. Tako da se še vedno lahko pridružite. Bom tukaj od spodaj tudi pripela link do teh srečanj, oziroma da si lahko več preberete. Lahko pa kupite seveda tudi samo knjigo in bom tudi pripela tudi link do spletne strani, kjer lahko to kupite. In je pa tako, torej, če delamo knjigo sami, pravzaprav včasih mogoče je lažje, če nam kdo kako stvar še malo dodatno razloži. Še naredi, mogoče malo na drugačen način pove in nam je bolj jasen pol. Tako da jaz ta srečanja delam že od leta 2013 ali 2014, vsaj enkrat letno imamo ta srečanja in delam jih tako, da je vedno so v formatu daljšem, 10 srečanj najmanj in ljudje, ki se udeležujejo teh srečanj, izkušajo najprej veliko večjo lahkotnost z denarjem, potem začnejo končno delati tisto, kar jih veseli in s tem pravzaprav, kar jih veseli, kreira denar. Ker to je poanta, da začnemo mi z nečim, kar nas veseli, kreira denar, ne nekaj, kar sovražimo, kar nam je težko delati, da trdo delo, naprezanje. V tem ni to poanta, ne? Ker naprezamo se lahko samo do neke mere, pol pa ne gre več, ampak obstaja veliko lažji načini kreiranja denarja. In seveda potem pa tudi več denarja v svojem življenju. In pač poleg teh stvari, ki so tukaj v knjigi, jaz na srečanjih predstavim še veliko drugih stvari, veliko drugih orodij, veliko drugih konceptov, ki vam pomagajo dejansko začeti kreirati denar na drugačen način, na lahkotnejši način in tudi pravzaprav vidite, da ste vedno, vi ste vir kreiranja vsega v svojem življenju, ni denar vir kreacije, vi ste vir kreacije. Kar veliko pač med nami misli, oziroma tudi jaz sem včasih mislila, če pač zdaj nimam denarja, pač to ne morem. Mislim, vedno si lahko kreiramo stvari. Če izvzamemo tudi iz pač te izračunice oziroma računice denar, dejansko se lahko prikažejo stvari na drugačne načine, ampak pač tukaj boste videli, da pravzaprav vse, kar jaz sama vidim zdaj, na podlagi teh orodij, ki jih uporabljam iz te knjige, da dejansko lahko dobesedno, ko rečejo on demand, na zahtevo skreiram tudi denar. Tako da to je tudi moje vabilo, da se pridružite nam na teh srečanjih in pravzaprav to je 2 meseca pa pol, ste v tej energiji te knjige, teh srečanj, odstranjujete poglede, ki vas ločujejo od denarja, in definitivno bo vaše življenje in vaša finančna resničnost po teh 2 mesecih in pol drugačna. Pravi
Katarina, hej Barbara, mislim na knjigo in dobim tvoje mini predavanje. Ta teden jo najdem, hvala. Evo, vidiš, takole se prikaže stvari. Tako da, kaj bi bilo potrebno, da tudi s tako lahkoto se prikaže denar? In ja, tudi o tem govorimo na teh srečanjih. Dejansko samo vprašaj in prej boš. Tudi po denarju lahko sam vprašate. Tako da še enkrat lepo vabljeni, drugače pa lep večer in se slišimo v kakšni drugi priliki. Čau, čau!